Dober večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač, Robert Golob še vedno ni odstopil, vi pa spremljate najbolj politično korektno oddajo slovenskih televizij. Telički iz Dallasa, pravilneje bi bilo morda glede na situacijo teleta iz Dallasa, so v noči iz sobote na nedeljo po našem času prodali s tujo popačenko, ki se uporablja predali, in to dobesedno, slovenskega in globalnega košarkarskega superzvezdnika Luko Dončića, Hollywooderjem oziroma jezernikom iz Los Angelesa, največji franšizi vseh časov v najboljši in najbogatejši košarkarski ligi na svetu. Torej, če ste bili slučajno še v dvomih, ja, vsi smo nažalost zgolj blago, z rokom trajanja. Sedaj pa se lotimo 64. oddaje okrogle 8. sezone Faktorja na TV3, resnice boli, komentarji še bolj. Danes bomo za vas komentirali, kdo nam vlada, kdo nam v resnici vlada. Je Slovenija zgolj še resničnosti šov Robertine ali je vendarle zadaj še nekaj več, bomo vprašali našo posebno gostjo, blogerko in političarko Karin Planinšek in našega stalnega komentatorja Janeza Zupana alias Konzervo. Karin, Janez, dobrodošla v Faktorju. Živjo. Dober večer. Karin, Janez, predlagam, da si za začetek pogledamo en video, ki ga je objavil predsednik vlade in kjer kaže, kako je obiskal naš gorenjski biser Bled. Poglejmo. Ni važno, kolikokrat prijem na Bled, zmer je res, wow, čudovito. Ta Slovenija je res nekaj enkratna. Ne ve, da ga slišim. No, zdaj se pa navjavil. Ne. A boš posnela? Zdaj, Karin, zakaj misliš, da se predsednik vlade Robert Golob ne javi več Tini Gaber na telefon, bi nas morali to skrbeti? Najprej ne povem, da tega videa še nisem prej pogledala do konca, tako da zato se zdaj zraven toliko smejim, ker pač res se človek ne ve, kako bi se obnašal sploh ob tem, ampak mene to že vse v takem smeh spravlja, jaz ne vem, ker sem že toliko navajena vsega hudega in zdaj mi je samo še smešen. V glavnem, kaj bi rekla o tem videu oziroma o tem njunem spet ponesrečenem poskusu nekega PR-a, da bi se približala državljanom. Jaz mislim, da je eden na X-u, se mi zdi, zelo dobro zapisal, da pač, ne vem, Robert Golob očitno želi biti Borut Pahor, ampak mu ne gre najboljše od rok, influencerstvo pač ni njegova močnejša točka, pa tudi po mojem mnenju bi se on moral ukvarjati z državo, torej voditi državo in pa ukvarjati s svojimi državljani, ne pa s svojimi socialnimi omrežji. Seveda, mislim, je pa že tako se zelo slabo začne ta video, ker Robert Golob res ne zna nastopati na socialnih omrežjih. Potem gre pa samo še nadol, ko se pojavi še Tina Gaber v njem, ker je, jaz ne vem, a želita ustvariti neko pozitivno vzdušje kot nek skeč sta hotela narediti, ampak ima pač žal res ne gre. Mislim, to je v bistvu kot tista, mladi rečemo temu mim, slikca, kjer je en pes, ki nasmejan sedi v bajti, ki gori, pa tako haha, se je vse v redu. Medtem, ko pač nam vse propada in človek res ne ve več, kako bi se odzval na to, res. Ker najslabše pa je tukaj, da se mediji ne odzivajo na to, Mislim, mediji bi za moje pojme to morali raztrgati. Mislim, da imaš ti državo v razsulu, ne naslavljaš problemov, ukvarjaš se pa praktično samo s svojim imidžom, In niti, mislim, za Tino Gaber sem pa tako že večkrat povedala, da bi mogli samo ji preprečiti, da še kdajkoli stopi pred kakršnekoli kamere ali pa se sploh še
pojavlja na socialnih omrežjih, ampak očitno pač oni, Robert Golob, itak za njega vemo, da je svoje glav, ne posluša nikogar, tako da pač verjamem, da njemu je vseeno, ne dva mislita, da dobro delata. Super, kar naj počneta to, kar počneta. Jaz mislim, da državljani jih imamo že čisto vsi dovolj, ne glede na to, a smo levi ali smo desni, z vsakim njunim novim podvigom se jim še bolj posmehujemo, jih nekako še bolj preziramo, lahko rečem, in v bistvu s tem si pluvata oba v lastno skledo. Zdaj, Janez, če pustiva ob strani to malo banalno ali pa bizarno, no? Če hočeš premierjevo izjavo, da ni važno, kolikrat pride na Bled, zmerom je lepo. Ne? To je tako, kot če bi ti recimo rekel, ni važno, kolikrat prijem domov v Tržač, še zmerom je trp, pa pol žeč. Ne? Ampak okej, pa to, da potem Tina Gaber reče, da ne ve, da jo kliče, ne? Ko me spominja na ti štos, ko poslušaš radio, ne, in ti rečejo, poslušajte radio, ne vem, Ljubljana, in potem ti rečeš, kako pa vejo, ne, da poslušam radio Ljubljana. V glavnem, šalo na stran. Zdaj, Karin je povedala svoje mnenje, kaj pa ti praviš, ne? Ali so to pač, ju približa, ne, ljudem pač to vrstni posnetki predsednika vlade, ker verjetno se on hoče ljudem približati. Mislim, zdaj, koliko je blizu Tina Gaber, ljudem ni tako važno, ali se motim? Jaz mislim, da vendarle so te stvari, kot smo že neparkrat ugotavljali, bolj povezane s Tino Gaber kot z Robertom Golobom. Tako kot je Karin ugotavljala, ni neka naravna pozicija Roberta Goloba, tako pojavljanje oziroma izpostavljanje na tak način, medtem ko že izprej vemo, da Tini Gaber taka pozornost in tak način vsekakor zelo ustreza. In se mi zdi, da te stvari so povezane z njeno ambicijo se pojavljati v javnosti, in zato se mi zdi tudi, da te stvari potem počneta. No. Močno dvomim, da je prvi vzgib Roberta Goloba to, da je narediti nekaj takega, ampak so to te vplivnice, ki pomagajo pri tej promociji, da potem niti enkrat ne morata sama na zmenk, seveda čez kos nekoga, ki ju snema, sabo vlačta, ampak se mi zdi, da je to, no? Da je to njena motivacija in pravzaprav na nek način se mi zdi, da vendarle skrbi za svoj imidž bolj Tina, kot pa da bi jo zelo, zelo skrbel, kaj se dogaja z njenim Robijem. Je pa res tudi to, da seveda nam gre lahko ta stvar na živce, ne, pa lahko vedno večji odpor do te vlade dobivamo, ampak po drugi strani pa vidimo ljudje, ki pa ne spremljajo toliko politike oziroma se ne ukvarjajo toliko s tem, komu zdaj hoče biti podoben, pa kdo pravzaprav fura to, pa kdo je tisti glavni motivator takih dejanj. Taki ljudje pa jim je pa po mojem mnenju še vedno to všeč. No? A veš, tam se Robert Golob, ja, na Bledu vedno znova bla, bla, bla. Ne? In se mi zdi, da nobena stvar jih na nek način, ne? Ker v tem političnem nemišljenju, recimo, oziroma v nepolitičnem mišljenju, taka stvar lahko relativno dobro izpade, ne? Kot neka ljudsko približevanje, in tisti ljudje, ki nekako so toliko oddaljeni od politike, da ne štekajo kakšno norčevanje to iz samih volivcev in kakšno torej razgrajevanje funkcije predsednika vlade je tak način. Tisti pa po mojem jim je všeč in bodo verjetno še kar naprej volili Goloba, kar na nek način kažejo tudi javnomnenjske raziskave, ker seveda, če bi vedno večji odpor dobivali proti temu, bi Robert Golob in njegova Svoboda bili na 2%, tako so pa še vedno od 15 do 20, tako da to, ja. Ja, zdaj, Karin, Janez je načel eno temo, ne, se pravi ta vpogled v zasebnost politikov, ampak tle imamo zdaj nek paradoks, ne, kjer pač vladajoči par sam pač v bistvu nas na nek način posiljuje v narekovajih z nenehnimi vpogledi v njuno zasebnost. Spomnili se bomo, ko je Golob začenjal mandat, ne, je obljubljal, da bo zelo varoval svojo zasebnost, ne, družina in sveta in tako naprej, zaščitil bom svoje otroke. Zaradi tega, ne, menda celo si drugače uredil varovanje in tako naprej. Zdaj vidimo, da od vsega tega ni ostalo nič in da je skoraj edina vladna politika še to pač te njuno snemanje videov, v tem, kako hodita okrog in kako se mata. Misliš, da je možno na ta način, se pravi, z nekim pač deljenjem zasebnosti vladati, in po drugi strani, kako obremenjujoče je to za človeka? Ti sama tudi snemaš video vsebine, ne sicer pač privat življenje, ampak vseeno, kako obremenjujoče je po tvoje za človeka, ki, tako kot je rekel Janez, ne more iti niti na zmenek, če ni zraven še tretja oseba, ki to posname?
Ja, po mojem mnenju je to definitivno obremenjujoče, meni to osebno ne paše, zato tudi ne delim toliko mojega osebnega življenja na socialnih omrežjih. Ampak bi pa rekla, no, da recimo Robert Golob pa Tina Gaber pa sta taka človeka, ki ima pa to le ustreza, ne? Oba se mi zdita pač taka karakterja, ki rada ustvarjata neko lažno sliko o sebi in pač potem peljeta neke razne vsebine, mogoče jo to celo pa še veseli, da imata skozi nekoga zraven, pa da lahko pokažeta, kako se one dva imata fino, pa hodita na potovanja, a ne vidijo, kako lepo mi živimo na veliki nogi. Tako da to je, kar se tiče tega. No. Drugače pa je še vseeno rekla, da s takimi pristopi si bo on vse bolj uničeval svojo javno podobo med volivci. No. Ne glede na to, ali človek spremlja politiko ali ne, jaz še vseeno poznam kar nekaj ljudi, ki ne spremljajo politike toliko kot recimo jaz, pa imajo vsi več ali manj kar slabo mnenje o njem, o tej trenutni vladi nasploh. Tudi jaz v bistvu sem bila včasih politično, pač nek povprečni slovenski volilec, ki se za politiko ne zanima, in mi je nekako, znam razmišljati tudi iz tega zornega kota, in mene definitivno to takrat ne bi privlačilo, oziroma zelo odbijalo, tako kot me tudi sedaj, zato ker mi imamo Boruta Pahorja, ne vem, zakaj mi danes ne gre njegovo ime z jezika. V glavnem mi imamo Boruta Pahorja, ki recimo zna pristopiti na socialnih omrežjih. On se zna iti to neko, kako bi rekla, on si zna dvigniti svojo javno mnenje o sebi tudi med ljudmi, ki politike ne spremljajo. Ker nekako, ne glede na to, da je on proizvajal kar veliko objav, še vedno jih veliko proizvaja, ampak ni čutiti neke vzvišenosti v njem, ni čutiti zdaj pretirane zlaganosti, še vsem se mi zdi, se zna spustiti na ta človeški nivo. On zna komunicirati z javnostjo, in zato je pač tudi eden izmed najpriljubljenih politikov v državi, bi rekla, pa tudi uspel mu je kar velik vzpon iz tako hudega padca, kot ga je doživel po tisti svoji nesrečni vladi. Zdaj Robert Golob se pa tega žal ne zna iti, karkoli. Vsak njegov nastop izpade pač zlagano, nepristno, vidi se, da mu pač ne gre, da je v tem, jaz ne vem, a je nov ali pač nima občutka. Veliko se tudi pozna pač vpliv te njegove partnerke, ki je v bistvu pač neka tipična influencerka, se tako tudi obnaša, se pravi zelo, bom rekla, zafnano, nepristno in nekako bi rekla, da to prenese tudi na Roberta Goloba in potem vso to njuno pojavljanje v javnosti izgleda približno tako, kot je bil tisti video, ne vem, ko je Robert Golob gledal košarko, pa je ona rekla, zdaj sem pa jaz, a me bo pustil zaradi košarke, ali kaj je že bilo. V glavnem mislim, da ti gre kar na bruhanje, če se malo bolj nazorno izrazim, in vsak video kasneje je ali približno na istem nivoju, ali pa še slabši. Tako da jaz ne vem točno, kakšne PR svetovalce ima Robert Golob okrog sebe, ali so toliko slabi, ali pač očitno prihajajo vsi iz krogov Tine Gaber, in so to vse neke podivjane influencerke, ki niti ne znajo razmišljati, kako zdaj pristopiti do nekega malega človeka, ki ima vsakdanje težave, pa kako plačati položnice, pa kako se soočiti z vse višjimi davki, pa tako naprej. Očitno pač razmišljajo sami iz tega zornega kota, kako bomo mi čim bolj fajn izpadli, pa kako imamo super življenja, pa kako gre nam vse fajn, vi pa delite, kar hočete, ne briga nas. Ne vem, očitno ima take ljudi okrog sebe, ali pa ima neke konkretne svetovalce, pa jih pač ne posluša, ker Tinca očitno ve veliko več. Tako da to je moje skromno mnenje o tem. Prav, predlagam si, zdaj vzamemo krajši premor, ampak ne nam iti, gledalci, se vrnemo po oglasih, ko nadaljujemo s komentiranjem, kdo nam v resnici vlada. Ostanite.
Dobrodošli nazaj. Z nami sta še vedno naša posebna gostja, Karin Planinšek in naš stalni komentator Janez Zupan. Pogovarjamo pa se o tem, kdo nam v resnici vlada. Janez, zdaj, kdo je potem ciljna publika teh pač objav, teh videov, kakršnikoli so že? A so to pač neki potencialni volivci po tvoje Gibanja Svoboda, ali je to neka publika pač Tine Gaber, kaj tretjega? Skratka, verjetno to nekomu more biti namenjeno, ne? Vsekakor. Kot prvo je namenjeno, tako kot sem že prej omenjal, po mojem mnenju, kako se temu reče, sledilcem Tine Gaber. Seveda pa, ker najverjetneje se kar nekaj sledilcev Tine Gaber prikriva tudi z volivci Roberta Goloba, a ne? Je pa tukaj še to razširjeno občinstvo. Se mi zdi, da ko se sprašujemo o gledalcih, bi mogoče bo izpadlo seksistično ali pa tudi ne, je namenjeno bolj gledalkam kot gledalcem, a ne? Se mi zdi vendarle. In se mi zdi, da v določeni meri doseže ta namen, ki ga na nek način želi Tina Gaber doseči skozi to, seveda tudi posledično večjo popularnost za svojega Robija. Ampak ne pa v prvem planu. Ne. To so po mojem, tista občinstva, ki po frizerskih salonih berejo razne te revije, ne vem, katere so, včasih je bila Jana, zdaj ne vem, je nova, kaj so te revije, pojma nimam, ker ne hodim k frizerju. Ja, ampak imaš vidno opravičilo, da ne veš, kjer so revije. Ampak v teh revijah se pojavljajo intervjuji z Tino, pojavljajo intervjuje z Robijem, kjer se vedno slika v eni taki zelo pozitivni luči vse skupaj in tisto občinstvo, ki to prebere in ki je v politiki, torej s politiko nekako v stiku samo prek tega, potem lahko se na volitvah tudi tako narobe odloči, kot se je odločilo zdaj, recimo. Ja, zdaj, Karin, nekateri pravijo, da bojo naslednje volitve odločili pač influencerji, da že celo prejšnje volitve naj bi odločila Marko Potrč in pa Zlatan Čordić Zlatko. Koliko ti temu verjameš? Ja, dejstvo je, da vsebine vse bolj migrirajo na socialna omrežja, pač tam je glavno dogajanje, ljudje niti ne gledajo več mainstream medijev, sploh pa ne mlajše generacije. Influencerji so v porastu, jaz mislim, da zdaj so močnejši kot še nikoli prej, in se smo lahko to videli že na primeru ameriških volitev, se tam v bistvu ves Hollywood je stopil na stran Kamale Harris, vse mainstream medije je imela, še celo na nekaj podcastov je šla, ampak v bistvu na koncu je pa zmagal Trump, v bistvu on je bil na res teh velikih podcastih, izjemno močno prisotnost je imel na socialnih omrežjih, sploh na TikToku, kjer je imel milijonske oglede. In v bistvu to je odločilo ameriške volitve in to nam pa zdaj res že pove, da mainstream pa zvezdniki nimajo več neke teže. Zdaj, slovenska situacija je še vedno rahlo drugačna kot ameriška, ampak še vsem bi pa rekla, da je veliko na tem, mislim, da imajo politiki na strani pač tudi vplivneže. Jaz mislim, da se bojo to vsi zdaj vse bolj borili za vplivneže, da si jih pridobijo na svojo stran, tako kot si v bistvu že sam povedal, tudi v času korone, se pravi pa tistih takratnih volitev leta 2022, takrat se mi zdi, so se res aktivirali Marko Potrč, Zlatan Čordić, jaz se spomnim tudi Vida Valiča, da mi ga je skozi metalo na Facebook njegove videe, sploh ko je bil tisti referendum o vodah, jaz ne vem, a ga je Inštitut 8. marec plačeval za tisto promocijo, ki jo je pač počel za njih, ker zdaj pa kar naenkrat, ne vem, nisem videla niti enega videa od Vida Valiča, da bi karkoli političnega komentiral, kaj še za Marko Potrč. Zdaj ni volitev, zdaj v bistvu plačan očitno je bil za svoj trud, in si je rekel, v redu, komu boste naslednjič rabili, veste, kje sem, moj TRR, veste, pa se bomo pa naprej pogovarjali. Tako da vplivneži so tukaj res vse skozi močnejši faktor, zdaj, v bistvu Robert Golob si je eno vplivnico že zagotovil,
jo ima v bistvu v. Ja, ali pa ona njega, to je zdaj. Ja, ali pa to, vse ne vemo, v katero smer gre zdaj to. A ne. Ampak ja, mainstream mediji so vedno manj gledani, tudi ljudje, se mi zdi, jim vedno manj verjamejo, pač ljudje iščejo ta nek pristen stik. Ne. Vse več je na tem, da ljudje ne želijo več poslušati nekega človeka, ki jim samo suhoparno predaja dnevne novice, ampak želijo slišati mnenje nekoga, ki jim predstavlja neko verodostojno osebo. Pa naj si bo to na podlagi česarkoli, na podlagi njihovih pač osebnostnih preferenc. Ne. In karkoli bo potem ta oseba jim predala, si bojo potem oni rekli, aha, zato ker je pa ta tako rekla, tako rekel, mora pa to že biti res, a ne, mogoče bom pa tudi jaz politično razmišljal v tej smeri. A ne. Jaz tudi, mislim, tudi sama se izpostavljam na socialnih omrežjih, ampak zato, ker pač to je naše najmočnejše orožje danes. A ne. Vsakdo, ki pač želi predati neka sporočila drugim, pa je mogoče ignoriran strani mainstream medijev. A ne. Jaz recimo pač ne bom dobila toliko zvočnikov, kot jih ima ves čas zagotovljene Nika Kovač. A ne. Mi pač drugega ne preostanejo kot socialna omrežja, ki pa v bistvu, s katerimi lahko dosegaš še veliko večje številke, kot pa jih dosegajo tradicionalni mediji. Ja. Zdaj, Janez, ti si tudi podcaster, ne, imaš pač spletni podcast Konzerva. Zdaj, spletni portal Info360 je razkril, ne, da Tina Gaber te svoje videe snema na istem naslovu, kot ima sedež Gibanja Svoboda in kot ima sedež eden izmed svetovalcev Slovenskega državnega holdinga. Ne. To je zdaj nenavadno naključje. Kako bi ti komentiral to nekako zdaj sprego ali pa kar simbiozo, bi lahko človek rekel, med nekimi privatnimi video vsebinami, nekim vladanjem in pač nekimi finančnimi posli? Se mi zdi, da je to kar dobra napoved tega, da odgovarjamo na vprašanje, kdo nam vlada. Torej, sprega vsega tega trojega, ne, kar si povedal, torej na nek način medijev, gospodarstva in politike nekako nam naredi to, kar se danes v naši državi dogaja, pa se mi zdi seveda tudi širše v Evropski uniji in pa mogoče celo širše, ne, mogoče gotovo tudi širše. Ne. To je super kombinacija, ne? Če imaš medije nekako v svojem žepu oziroma na svojem naslovu in imaš na istem naslovu tudi nekoga, ki je pravzaprav zadolžen za dober del slovenskega gospodarstva in pa ki vlada slovenski državi iz političnega stališča, potem je to zmagovalna kombinacija lahko za nekoga. Ne? In tudi v tem kontekstu se mi zdi, da je treba razmišljati o tem, kdo nam vlada. Ne? Zelo težko je opredeliti, ali nam vlada Robert Golob, pa ne, so že mnogi analitiki večkrat poudarjali, da je Robert Golob to vendarle počne bolj kot neko popoldansko dejavnost, da mu ni zdaj tista ravno najbolj pomembna stvar v življenju, da vodi našo državo. Ne, tudi sam je v tistih izvolitvenih intervjujih poudarjal, da je z veliko muko podal v politiko in tako naprej. Torej je nekako tudi to za razumeti, to njegovo recimo polovičarstvo pri vodenju države. A ne? In tako da je na mestu vprašanje, nam vlada Robert Golob, nam vlada kdo drug, ampak vendarle je to tudi, kar večkrat v tvoji oddaji tukaj poudarjajo mnogi in smo poudarjali mnogi, je vendarle tisto glavno vodilo, glavni, recimo, po mojem mnenju, voditelj naše države kapital, torej neka kapitalska omrežja, ki so na nek način s to politiko povezana na tak ali drugačen način. Na nekaj zdaj smo lahko ugotavljali, koliko nas je ta železniška postaja v Novi Gorici, ki je že tistih 63 milijonov, ne, in tako naprej. Ne. To so neki interesi, ki so nad temi interesi, kaj se pravzaprav dogaja z samimi državljani, to, kar je mogoče Karin prej govorila, da jih ne zanima, kakšni so davki za nas v narekovajih rečeno plebsa, ne. Ampak se ukvarjajo s sami sabo in svojimi dobički in svojimi donosi, recimo. In tukaj se mi zdi ta glaven problem. No, glaven problem, da enostavno smo to demokracijo na tak način zafurali,
da enostavno ni več vse vprašanje, če ima demokracija sploh ta potencial, da bi resno predstavljala nekega malega človeka v neki državi, da bi resno predstavljala to, da je država servis državljana, slehernika, da je država neko orodje, neka entiteta, preko katere lahko državljan živi svoje državljanstvo in živi svoje življenje in živi svojo nacionalnost in živi svojo torej motivirano, svojo gospodarsko pobudo, svoje interese, svoje hobije in tako naprej. Ne. Tukaj se mi zdi, da je to nek velik problem. Drugi problem je pa seveda potem so tudi tukaj mediji. Ne. Mediji pa to podpirajo, mediji imajo tudi svoje lastne interese, mediji so v lasti teh gospodarskih družb, ki imajo te svoje interese v državnih poslih, v državnih premetavanjih teh velikih količin denarja in tukaj se mi zdi, so ti glavni problemi in tudi ti glavni vidiki tega, kar si rekel, ne, torej na enem naslovu 3 entitete take, ki načeloma se skupaj dokaj čudno slišijo. Tako da ja, to bi mogoče komentiral. Ja. Zdaj, Karin, kako ti vidiš vladajoči dvojec Robertinov? Sta ona nek suveren, samostojen center moči, sta ekspozitura nekih centrov moči iz ozadja ali sta mogoče pač zgolj dimna zavesa, da se mi ukvarjamo s temi njunimi video nebulozami, da pač zaradi dreves ne vidimo gozda, se pravi pravega stanja stvari v državi? Jaz bi rekla, da sta onadva zgolj predstava za javnost oziroma ena taka, kako bi rekla, predstava, ki je nekomu majčkeno ušla izpod nadzora, ker po moje nihče zares ni pričakoval, kakšen eksces bomo dobili. No. Jaz mislim, da nihče od tistih, ki so Goloba ustoličili, niso pričakovali, da bomo potem res padli tako nizko. Jaz nekako Roberta Goloba že kot takega ne morem preveč resno jemati. A ne? Zakaj? Ker on niti... On vsakič laže, ko stopi pred kamero. A ne? Od njega ne moremo več pričakovati ne vem kakšnih verodostojnih informacij, ne moremo pričakovati, da bo sploh odgovarjal na vprašanja novinarjev, ker ko se začnejo vprašanja, ki njemu ne ustrezajo, on pač samo odide. A ne? In v bistvu vsakič, vse, kar on govori pred kamerami, je to, da ne, oni delajo ful dobro, to, kar nas vi sprašujete, je v bistvu kar nekaj, za vse je kriva vlada Janeza Janše, to mi zdaj saniramo in če bomo mi odšli, bomo spet doživeli mračne čase, tako da bodite veseli, ker mi delamo tako zelo dobro za vas. In to je v bistvu praktično, se mi zdi, da sem zajela vseeno, kar on ponavadi pove pred kamerami, pa še, seveda rad si tudi velikokrat še kaj izmisli, pa napove, da bomo imeli super računalnik, ki ga potem nimamo oziroma ga delamo z Italijo, kakorkoli že, se ne vem več, kaj sploh s tem računalnikom zdaj je. Skratka, težko ga jemlješ resno, no, pa tudi večkrat smo že videli na socialnih omrežjih neke zapise, da on ni sposoben delati več kot 6 ur na dan ali kako že, pa velikokrat potovanje je res veliko, no, pri njima, skozi so neki dopusti, tako da že to je vprašljivo, no, koliko je dejansko tukaj nekega njegovega dela. Zdaj Tina Gaber je pa pač samo še poslabšala že tako ali tako slabo neko javno mnenje o njem. Se mi zdi, da po eni strani kar lepo pašeta skupaj, ker od Roberta Goloba tako ali tako nič ni. Tina Gaber je pa tudi pač neka navadna influencerka, ki ne vem, se spušča v področja, za katera bi bilo boljše, da bi mogoče kdaj ostala tiho. Ne? Tako da jaz mislim, nočem zdaj zahajati v neke teorije zarote, ampak se v bistvu tako, kot je že Janez povedal, kdo nam v resnici vlada. Pač vlada nam kapitala, ne? S tem se jaz kar odločno strinjam. No, jaz mislim, da pač v državi mi imamo postavljene neke centre moči, so pač neka imena, za katere mogoče niti ne vemo, sploh ne poznamo teh ljudi, pa pač vlečejo lepo vse niti v državi. Ker recimo zdaj, če bi bil samo Robert Golob, če bi bil on res najmočnejši človek v državi, kakor naj bi bilo v teoriji,
ja, potem njega v bistvu že zdavnaj ne bi bilo več, ker bi v bistvu vsi videli, aha, tole pa ne pelje zdaj nikamor več. Mediji bi najbrž opravili svojo nalogo in ga pač vrgli iz prestola. Tako kot pa, ker pa pač imamo neke ljudi, ki še vseeno pač jim ustreza, da Robert Golob ostaja na oblasti, pa pač imamo situacijo takšno, kakršna je. Jaz mislim, da je zelo povedno to, da se še vedno na vsake toliko časa v medijih pojavijo neki politiki, ki jih že dolgo ni na sceni, ampak vsake toliko pa pridejo nekaj povedati pred medije. In to se mi zdi, da je to indikator, da obstajajo ljudje, ki so se na videz upokojili, ki so se na videz umaknili iz politike, ampak še vedno pa imajo neko moč v teh krogih, ker se konec koncev politika je pač res ena stara obrt, ki privlači tako dobre ljudi in tako tiste slabe. In jaz mislim, ko rečem tiste slabe, mislim res tiste najslabše od najslabših, ker ko pride do moči, do oblasti, takrat se pač zberejo na kup vsi taki ljudje, ki res nimajo nekih dobrih interesov v mislih, vsaj ne kar se tiče ljudstva, mogoče bolj kar se tiče samih sebe. Potem pa tisti, ki pa si želijo v politiki dobro delati, pa nekako zaradi tega izvisijo oziroma jim je nekako delo tudi oteženo. To v bistvu zdaj lahko zares vidimo v tem mandatu, ko je pač opozicija dobesedno utišana oziroma so tam potisnjeni v kot v parlamentu, pa boh ne daj, da kdo proba kaj spregovoriti, kaj pokritizirati, odpreti kakšno vprašanje, ker smo potem že na tem, joj, fašisti, daj že bodite tiha. Tako da to je, jaz mislim, da Robert Golob je konec koncev v bistvu ena lutka, bi rekla, malo ponesrečena lutka. Jaz mislim, da se še tisti, ki nekako z njim upravljajo, če se lahko tako izrazim, se zavedajo, da tole pa res ni bil najboljši poizkus, ali kako bi temu rekla. Zdaj imamo tukaj Kučana pa Jankovića, zdaj, a je to Kučan, ki pelje vse iz ozadja, vsi, se mi zdi, to je že neka taka slovenska bajka, ali kako bi rekla, da pač Kučan, to je zaradi Kučana, to je zrežiral Kučan gor dol. Zdaj je res to on, jaz mislim, da je krog bistveno širši, jaz mislim, da so tukaj zraven ljudje, za katere niti ne vemo, mogoče nismo nikoli slišali. Ampak če tu zdaj nadaljujemo, mogoče mi debato Janez, ko je Karin že omenjala Milana Kučana, nekdanjega predsednika republike. Zdaj on je pred časom ocenil, da se država slabo upravlja, da stvari ne grejo v pravo smer. Zdaj je spremenil mnenje, pred kratkim je dejal, da je vse tako, kot mora biti in da so stvari dobre. Kaj se je po tvoje spremenilo, ali v državi ali pri Kučanu, da ima tako diametralno nasprotno stališče? Jaz mislim, da se sproti to kaj spremeni. Ko Kučan nekaj napove tacga, se potem določeni centri zganejo in dosežejo kakšne spremembe in potem, ko se te spremembe seveda v nekem ozadju realizirajo, lahko Kučan potem zamenja svojo ploščo in na drugačen način pristopa do problema, ki ga je prej izpostavil kot perečega. Tukaj v tem kontekstu, zdaj, če ravno Kučana omenjamo, se mi zdi tudi zelo pomenljivo tisto, kar je rekel, da v tej fazi oziroma v družbeni konstelaciji, kakršno imamo, da sodelovanje ni možno, tako kot sem napisal v kolumni za tednik Družina, je to kar ena taka pomenljivost, v smislu tega, ker tudi Robert Golob je govoril o sodelovanju, preden da je bil izvoljen, pa še potem kmalu potem, ko je bil izvoljen. Tudi Kučan je že velikokrat govoril o sodelovanju, pa zdaj na nek način tak res, ki je nastal preko tega. Ker vendarle se mi zdi, da se ne zavedamo prav dobro, o čem ti ljudje sploh govorijo. Ker govorijo o tem, da je povsem legitimno odrezati določen del političnega telesa. Ne, da je potrebno z njim imeti dialog, oziroma če z njim nimaš dialoga, da si zanikal to svojo dialoškost oziroma ta svoj
to svojo obljubo, da boš poskušal se pogovarjati z vsemi. Seveda se boš poskušal pogovarjati z vsemi, ampak je pa del volilnega telesa, s katerim se pa sploh ne smeš pogovarjati, ker je povsem nelegitimno se z njim pogovarjati. Ne? In tukaj se mi zdi, da enostavno ne razumemo tega in vseh teh izjav njegovih in tudi tega, na kakšen lahkoten način se operira s tem, koga se čisti, koga se ne čisti in tako. In v tem kontekstu smo v stanju te resne nedialoškosti in to stanje pa res ni dobro. No? In Kučan prav ugotavlja, da to stanje trenutno ni primerno, za to, da bi mu lahko rekli, da se vrši v družbi nek dialog. Ne tako, kot je Kučan rekel, ampak v tem drugem kontekstu. Tako da se mi zdi to, no, da Kučan na nek način, tako kot so že mnogi tudi povedali tudi v tej oddaji, pa mogoče še v kakšni drugi, v redkih oddajah se to sicer govori, no, da Kučan ima sicer nek vpliv, neko moč, da pa nima take moči, da bi zdaj neke blazne spremembe naredil, ampak ko on neki izjavi, se zganejo nekateri centri in poskušajo doseči neke spremembe. Zdaj te spremembe ratejo ali ne, je seveda drugo vprašanje, ker vendarle take moči pa Kučan več nima. Ne. Zdaj pa, kar se pa drugih akterjev tiče, pa tudi vidimo, ne, na kakšnih trhlih temeljih na nek način se ta stvar dogaja, ne, koliko je to povezan s kapitalom, koliko je povezan z nekim financiranjem nekih nevladnih organizacij v občini Ljubljana, recimo, in kako ti potem ta isti deležniki, ki so na nek način ves čas stali ob tebi, tudi ko si imel težave s farmacevtkami, ko si imel težave z kanalom C0 in tako naprej, kako se obrnejo samo zato, ker si supportal nekega srbskega predsednika, ki vsi vemo, da ga supporta, vsi vemo, da ga podpira, vsi vemo, slikal se že milijonkrat z njim, velik prijatelj njegov in tako naprej in nas to začudi, ne, na kakšen način je potem to izrazil v tej podpori in potem se to pismo napiše vseh teh intelektualcev in tako naprej in se ga pošle, da to pa res ni v redu, da zdaj pa zgubo končno podporo tudi njih in tako naprej, ki bi jo mogel že 30krat prej izgubiti, ker je na nek način Janković simptom vsega, kar je v naši državi narobe in na kakršen način se z našo državo dela. Seveda pa še enkrat poudarjam pa to, da ti ljudje pa očitno, saj smo ga poslušali tudi v nekih podcastih, kjer pravi, da kaj za njega pomeni poštenje, to, da drugemu ne delaš slabo. Ti ljudje imajo občutek, da nimajo občutka za to, kaj je slabo, pa kaj je dobro, pa kaj je. Vse projicirajo skozi sebe, vse skozi neko individualni pogled, projicirajo svoje delovanje v svetu in na ta način si potem ustvarjajo neko mnenje tudi o sebi, pa o tem, kaj je treba početi, pa kaj ne. In prek tega, ne da bi slabo spali, ampak super spijo, mi, ki se pa to sekiramo, pa ki to beremo, pa ki smo vključeni v neke te vključeni v smislu tega, da gledamo te rabote, pa slabo spimo, ne? Tako da narobe svet, skratka. Evo, Karin, čisto za konec ti spiš v redu? Mislim, ja, no, zdaj sicer ne toliko najbolje, ker sem pač sredi izpitnega obdobja, ampak... Se zato sprašujem. Načeloma ja, no, ampak bi se pa strinjala v bistvu tukaj spet z Janezom, da je zelo težko prebavljati te stvari, ki se pač dogajajo v naši državi, ne, ker ravno mislim ta popolna diskrepanca, enim je dovoljeno vse, drugim ni dovoljeno praktično nič več, ne, pa vse manj nam je dovoljeno, polje tega svobodnega izražanja se vse bolj oža, vedno bolj smo ideološki in ni prijetno. No. Ja, vsekakor ne. Nam je bilo prijetno, tako da Karin Planinšek, Janez Zupan, najlepša hvala za vajina pojasnila v naši nocojšnji oddaji. Gledalke, gledalci, to je bil o tem, kdo nam v resnici vlada, že 1116. Faktor na TV3. Jutri bomo za vas nadaljevali s komentiranjem ravno tega, kdo nam v resnici vlada. Ne zamudite, predvsem pa ne pozabite, ni vseeno, kdo kaj reče.